Dober dan, dr. Tršinar. Nam lahko poveste, kaj je prostata in kje se nahaja? Prostata je žleza, ki se nahaja pod mehurjem, zato jo imenujemo tudi podmehurnica. To je žleza, ki ob rojstvu tehta nekaj gramov, nato pa se pod vplivom moških spolnih hormonov v puberteti začne večati in doseže v starosti 20 let velikost 20 gramov. Zakaj pa se pojavijo težave s prostato? Ja, težave zaradi prostate se pojavijo predvsem zaradi tega, ker s starostjo pri moških se prostata počasi povečuje, govorimo o tako imenovanem benignem povečanju prostate in v starosti 55 let ima približno 10% moških težave zaradi te povečane prostate. Seveda imajo pa težave zaradi prostate tudi mlajši moški, takrat govorimo pa predvsem o vnetju prostate ali prostatitisu. Povejte nam, kako pa moški občutijo težave s prostato? No, če govorimo o moških, ki imajo benigno povečanje prostate, imajo predvsem dvoje vrst težav. Ene težave nastanejo zaradi same povečane prostate, ki leži pod mehurjem in onemogoča normalen tok urina ali seča iz sečnega mehurja. To so tako imenovani obstrukcijski simptomi, kot jim tudi strokovno rečemo. Kažejo se predvsem v šibkem curku urina, curek urina je prekinjajoč po koncu uriniranja, moškemu ponavadi uide še nekaj kapljic urina in tako naprej. Potem imate pa druge vrste težav, to so pa težave, ki se kažejo predvsem zaradi prekomerno aktivnega sečnega mehurja, ki je tudi posledica te povečane prostate, to je pa predvsem pogosta mikcija, nočna mikcija, normalno ponoči ne hodimo na vodo, urgentna mikcija, torej nuja, in tudi včasih moškemu nekaj urina tudi uide, govorimo o tako imenovani urgentni inkontinenci. Prej ste že omenili, da so težave tako pri mlajših kot pri starejših moških. Ja, pri mlajših sem že omenil, to so predvsem težave zaradi vnetja. Ti moški imajo predvsem bolečine v spodnjem delu trebuha, tudi v presredku, lahko jih tudi peče med uriniranjem. To so tipični znaki kroničnega prostatitisa. Kadar je pa to akutno vnetje, pa imajo moški ponavadi visoko temperaturo, bolečine v trebuhu, zelo težko urinirajo, včasih se jim voda tudi zapre. Prej ste omenili nočno uriniranje. Ni to normalno za moške? No, normalno mi ponoči ne hodimo na vodo, in nočno uriniranje ali nokturija, nekateri rečejo tudi nikturija, je prvi pojav v bistvu težav zaradi benignega povečanja prostate. Včasih moški urinirajo samo enkrat po noči, lahko dvakrat, trikrat, lahko grejo vsako uro po noči in to je zelo moteče. Ta nokturija je najbolj moteč klinični znak benignega povečanja prostate. Zakaj pa mnogi čutijo nepopolno izpraznjen mehur, sem prav povedala? Ja, nepopolnoma izpraznjen mehur se čuti predvsem iz dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker se nekateri moški dejansko zaradi te povečane prostate, ki leži pod mehurjem, ne izpraznijo svojega sečnega mehurja popolnoma. Imajo tako imenovan rezidualni urin, mi govorimo strokovno o tej težavi. Drugi vzrok je pa tudi ta, da po koncu mikcije ta čezmerno ali prekomerno aktivni sečni mehur kot posledica povečane prostate še vedno se krči, tako da ima človek občutek, da se še ni polulal do konca, v resnici si pa je mehur že izpraznil. Skratka, dva vzroka, zakaj je tak občutek. Težave s prostato pri moških velikokrat pomenijo tabu temo, kaj ne? Ja, ampak v zadnjem času se je to zelo spremenilo. Predvsem mediji ste to napravili, da se je te pogovori o tej temi in tudi na splošno, danes se zelo na široko pogovarjamo o teh problemih. Je pa res, da pred 20 leti smo praktično vse te bolnike, ki so imeli benigno povečane prostate in težave, smo jih operirali. In seveda posledica operacije je bila erektilna disfunkcija, inkontinenca urina in tako naprej. Danes pa večino teh bolnikov zdravimo z zdravili, naravnimi ali sintetičnimi, tako da je to potem tudi zdravljenje teh bolnikov mnogo lažje. Dr. Tršinar, povejte nam, kdaj pa je čas za obisk zdravnika pri tovrstnih težavah? Ja, to je odvisno zdaj, ali ima težave ali ne. Predvsem tudi, če nima moški težav, bi mu svetoval, da gre k zdravniku,
po 50. letu starosti, predvsem v tem času se že začnejo pojavljati lahko tudi prvi znaki za maligno obolenje prostate, rak prostate, ki je danes že praktično na prvem mestu med starejšimi moškimi, tako da mi z pravočasnim pregledom takega moškega rak prostate odkrijemo v začetni fazi, ko je še operabilen oziroma ozdravljiv. Kako pa izgledajo taki pregledi, so težki? Ne, ti pregledi niso težki, torej mi bolnika vprašamo predvsem, kakšne težave ima, kolikokrat gre po noči na vodo, kolikokrat čez dan na vodo, kakšen je curek urina, ali ga peče, ali ga ne peče, ali se mora med mikcijo napenjati. Potem bolnik ponavadi izpolni nekakšen vprašalnik, mednarodni vprašalnik o težavah mikcije. Potem pa mi bolnika tudi rektalno pogledamo v danko, torej tipamo prostato. Mi namreč že z rektalnim pregledom lahko rečemo, prostata povečana, ni povečana, ali je nevarna, ali je samo benigno povečanje, ali tudi maligno. Kadar je maligno povečanje prostate, potem mi tipamo take zatrdline v sami prostati. No in seveda potem bolnik odda tudi urin za pregled, določimo mu tudi prostatični specifični antigen in ga pošljemo tudi na ultrazvok. Na ultrazvoku pa vidimo, kakšna so sečila, to je prvič. Drugič, kako je velika prostata, kar je zelo pomembno zaradi zdravljenja, in tudi ali po koncu mikcije, po koncu uriniranja, bolnik ima zastanek urina ali ga nima. To je na kratko tak pregled. Torej, ta pregled opravijo tako družinski zdravniki kot tudi mi. Mi seveda napravimo lahko še tudi kakšne dodatne preiskave, ampak že s temi preiskavami lahko že postavimo diagnoze benigne hiperplazije prostate. Večkrat se omenja PSA. Kaj pa to pravzaprav sploh pomeni? PSA to je prostatični specifični antigen, to je beljakovina, ki se izloča samo v žlezi prostati. In v mladosti ta PSA, ta beljakovina ne gre v kri, v starosti z benigno hiperplazijo prostate, s karcinomom prostate, z vnetjem pa prehaja ta beljakovina delno tudi v krvni obtok in tam ga lahko tudi določimo. Torej, arbitrarno določene normalne vrednosti so od 0 do 3 nanograme na mililiter. Kako pa vi kot urolog gledate na to, da si veliko moških pri tovrstnih težavah pomaga že z naravnimi sredstvi? No, jaz to pozdravljam, namreč mi moramo vedeti, da zlasti v zapadnem svetu, ne samo nekje na Kitajskem ali v Afriki in tako naprej, se naravna zdravila vedno več uporabljajo. Tako vemo podatek, v Avstriji, v Nemčiji, Franciji 50% moških začne zdravljenje svojih mikcijskih težav zaradi benignega povečanja prostate z naravnimi zdravili. Danes sem čital podatek v Ameriki, 90% moških, ki so prišli zaradi težav k svojemu zdravniku, je že jemalo nekaj od teh naravnih zdravil. Torej, uporaba naravnih zdravil je na široko, bi rekel, odprta oziroma se veliko uporablja in zaradi tega je pomembno, da tudi mi zdravniki vemo, poznamo ta zdravila, da vemo, kakšna je njihova učinkovina, kako so učinkoviti, tudi nevarnosti, kakšne so in tako naprej. Skratka, mi to pozdravljamo. Kaj pa v tistih primerih, ko imajo moški že predpisana zdravila, lahko istočasno jemljajo tudi naravna zdravila? V glavnem lahko tudi že lahko jemljajo. Tudi, seveda moramo pa vedeti, če so ta zdravila kompatibilna ali ne, v večini primerov so in tudi naravna zdravila, tudi iz lastnih izkušenj imajo relativno malo stranskih učinkov in ljudje, moški so s temi zdravili zelo zadovoljni in večina tudi nadaljuje svoje zdravljenje. Profesor Tršinar, lahko mogoče na koncu poveste še kakšen vaš nasvet za vse tiste, ki imajo težave ali pa mogoče samo kot preventivo? No, lahko rečem, torej, da je svetujem moškim nad 50 let starim, torej, da se le hodijo redno k svojemu zdravniku, ta jih bo pa po svoji presoji poslal tudi k urologom. Mi urologi smo tako moški ginekologi, bi jaz rekel, torej ženske imate to zelo dobro preskrbljene, medtem ko moški pa nekako se počasi to že izboljšuje, tako da moški potrebujejo te redne preglede, torej redne preglede PSA-ja, redne rektalne preglede, tako da predvsem to zaradi tega, da pravočasno odkrijemo rak prostate, to, kot sem že omenil, to je prvič, in drugič, da tudi pravočasno pomagamo temu bolniku, če ima težave tudi zaradi benignega povečanja prostate. Hvala lepa. Prosim. Profesor Tršinar, tudi mlajši moški imajo že težave s prostato, kaj ne? Ja, seveda imajo.
Mlajši moški imajo težave predvsem zaradi vnetja. Torej, vnetje prostate je lahko akutno vnetje ali pa kronično vnetje. Če je to akutno vnetje prostate, ima moški visoko vročino, mrzlica ga trese, peče ga pri mikciji, težko urinira in seveda takega bolnika običajno mi tudi hospitaliziramo. Če takega moškega pogledamo rektalno, skozi črevo, vidimo, da je taka prostata napeta, vneta, izredno boleča. Še bolj pogosto imajo pa moški tako imenovan kronični prostatitis. To je pa vnetje prostate, za katerega vzrok v bistvu niti ne vemo. V 10% dokažemo nek mikroorganizem ali bakterijo ali nekaj drugega, ali v večini primerov pa ne dokažemo in tukaj je več teorij, zakaj do tega vnetja kroničnega pride. Tu ne bi govoril, ampak ti moški imajo pa običajno, so zelo zaskrbljeni, ker večina misli, da ima raka. To, ko pride že skozi vrata noč, že vidim mlajši moški, zaskrbljen, bled tak, ima bolečine v spodnjem delu trebuha, v presredku včasih te bolečine segajo tudi v testise, torej curek urina pravi, včasih je dober, včasih ni dober in tako naprej. No in takega moškega, če ga pogledam jaz rektalno v črevo, vidim prostata običajno primerne velikosti, ampak izredno boleča. In na podlagi že rektalnega izvida jaz postavim diagnozo kronični prostatitis. No in za tak kronični prostatitis imamo različna zdravila, torej od raznih pomirjeval, zdravila proti bolečinam, tudi naravna zdravila imamo, predvsem pa mi svetujemo takim moškim, prvič, da jih prepričamo, da ni nič nevarnega, da pa je zelo neugodno, seveda, če te stalno boli, svetujemo omejitev alkohola, potem papriciranih poprenih jedi, mrzlih pijač, svetujemo lokalno gretje, odsvetujemo kopanje v mrzli vodi in tako naprej. In zadnje čase jaz tudi svetujem precej pogosto tudi naravna zdravila, ki so tudi pri teh bolnikih dosti učinkovita. Kako pa vemo, kdaj gre za vnetje prostate oziroma povečanje prostate? No, to je tudi, prvič, tudi starejši moški imajo lahko kombinacijo benignega povečanja prostate, poleg tega imajo lahko tudi vneto prostato. Največkrat tisti, ki imajo samo povečano prostato, bo povedal, pogosto grem 2-3 grem po noči na vodo, čez dan se moram napenjati med mikcijo, me ne peče in me ne boli. Tisti moški, ki bo imel pa vneto prostato, bo pa običajno rekel, da ima bolečine, tako kot sem že omenil. No in pri rektalnem pregledu moškega, ki ima samo povečano prostato, jaz tipam povečana prostata, gladka, elastična, neboleča, pri moškem, ki ima pa vneto prostato, je pa prostata lahko povečana, lahko tudi ni povečana, ampak je palpatorno boleča. Hvala za vsa ta pojasnila. Prosim, malenkost.